Spoštovani, nadaljuje se državno nogometno prvenstvo z 20. krogom, drugim spomladanskim, nadaljujemo s prvo ligo Telemach, 2 tekmi, danes preostale 3 tega kroga, jutri zadevo pa bosta odprla na stadionu Žak v Spodnji Šiški, domači Bravo in ajdovsko Primorje. Bravo je sijajno štartal v spomladanski del sezone, zmago prejšnji vikend, presenetljivo seveda pri državnih prvakih v Celju s 3-2. Ajdovci so izgubili v Stožicah proti Olimpiji s 5-0. V polje Brava, napad za Ajdovce, ki ga je peljal Žan Bešir, pa lepa priložnost, zdaj Ignjatovič, mislim, da je bil tisti, ki jo je imel prva prava priložnost na tekmi. Zdaj Poplatnik za trenutek do žoge, to da spet Ajdovci, tu je nova priložnost, Babin oddaleč, tudi on čez gol. Atemona, ki pa je storil napako, Bešir gre v kazenski prostor, Bešir je padel in to je 11 metrovka. Prekršek Atemone nad Žanom Beširjem, rumeni karton zaradi protesta še domačemu kapetanu Trdinu. Na belo točko je pokazal Damjan Novarlič, najbrž je Mark Gulič tisti, ki bo... Gulič je dobil znak, Gulič in gol. 1-0 vodijo Ajdovci na začetku 17. minute in prav gotovo je to vodstvo gostov zasluženo, kajti sinovi Burje so bili pravzaprav od prve minute boljši. Ustavil ga je lepo zdaj Miha Dobnikar, pa potem žogo brsnil zgolj v noge Jovanu, tule je zdaj že Trdin. Trdin oddaleč, Trdin, lepa parada Posavca. Do odbite žoge pa potem Stožinič, ki jo pošilja v avt. Do 17. minute, ko je Gulič zadev za vodstvo gostov z bele točke, so bili Ajdovci precej boljši. Tule zdaj je priložnost in gol Poplatnika. Strel Pečarja, Posavec je posredoval, žogo odbil predse, to da točno na nogo Mateju Poplatniku, ki je zadev torej že na drugi tekmi zapored. Poplatnik 2 gola v jesenskem delu prvenstva, spomladi pa je na 2 tekmah dodal še 2 in zdaj je skupno pri 4 zadetkih, izid pa je izenačen na 1. 24-letni Matic Zavnik, predložek Elijas se je boril, tule je zdaj Stožinič pred gol, Gulič zgrešil je celo žogo, nova velika priložnost za Primorje. Selam, Jovan, Pečar, Stankovič. Lepa podaja, Babula pred vrata in gol, Poplatnik ponovno, 44. minuta, Poplatnik se definitivno vrača v svojo dobro staro strelsko formo, zdaj že njegov 5. gol v sezoni, pa samo 2 je imel po jesenskem delu na svojem računu. 2-1 za Bravo, spet preobrat, kako podoben scenarij tistemu v Celju, ko... Bešir in še enkrat Dobnikar v kazenski prostor, žoga v sredino, priložnost in zgrešil je Gulič. Ne, Babin je bil, to se upravičujem, Domagoj Babin res se je ustavil tule Pečar. Babula. Dvojna podaja Stankovičem, Babula, 3-1. Ja, kakšna okrepitev za Bravo je Venist Babula. Njegov prvenec v dresu Brava, ampak 2 tekmi, pa že 2 asistenci in zdaj tudi zadetek. Venist Babula, nogometaš iz centralne Afrike. Ali je to že gol za zmago Brava? Prednost Ljubljančanov, zdaj lepa seveda
minut pred koncem še vedno 3-1 za Bravo. Zdaj je žogo prestregel Elias. Zavnik ima priložnost, Zavnik strelja in Orbanič brani. No, tole je bila lepa priložnost za goste, da bi vendarle tekmo odpeljali v bolj dramatične vode v končnici, ampak Jakšič bo zdaj, no, tole je priložnost za Murilja, ki je prišel sicer do strela, ampak zanesljivo spet Orbanič. Margulič, danes ste zelo dobro krenili v tekmo, vi ste tudi Primorje povedli v vodstvo. Kaj je bil potem razlog za padec? Ja, res je, dobro smo začeli, zadeli smo gol, vendar potem smo nekako popustili. Prelahke 3 gole smo dobili, moramo analizirati, kaj smo storili narobe in iti dalje, se pripraviti na novo tekmo. Hvala. Matej Poplatnik, danes recimo niste najbolje krenili v tekmo, znašli ste se v zaostanku, ampak potem res fantastičen odgovor in na koncu suverena zmaga. Vaše vtisi? Ja, točno tako se popolnoma strinjam z vami. Zelo slabih prvih 20 minut iz naše strani. Nismo bili pravi, ne vem, kaj bi drugega rekel, kakor to, ampak lahko pa vidimo, da smo se znali dvigniti po 20 minuti, nekako stopnjevali igro in mislim, da smo na koncu zasluženo zmagali 3-1. Tudi vi ste zdaj že pri 3 zadetkih v tem koledarskem letu, očitno ste res pričakali spomladanski del prvenstva v fantastični formi. Točno tako, kot sem večkrat rekel, saniral sem vso poškodbo, počutim se dobro, moram pa iskreno 2 gola, ampak če ne bi bilo tukaj ekipe pa asistentov, ne bi bili niti blizu, tako da vse zahvaljuge grejo ekipi. Tudi simpatična navijaška skupina vas je danes podpirala, so bili občutki za to še kaj boljše na igrišču? Pa ja, predvsem nam veseli, da je bilo kakor to, glede na razmere, veliko ljudi, glede da so pa fantje prišli nekaj iz tujine in nas podpirali, pa še toliko boljše. Hvala. Milan Anđelković, danes ste res izvrstno krenili v tekmo, tudi povedli, na to pa nekako teh dobrih obrisov niste razpotegli na daljše obdobje. Kaj je zmanjkalo recimo danes, da bi zadržali ta dober ritem iz uvoda? Ja, res smo dobro začeli, povedali. Na to nerazumljiv padec v igri, rekel sem in tudi v garderobi, moramo zdržati te težke trenutke, kar je logično, da jih bomo imeli. Igramo v gosteh, Bravo, dobra ekipa, ampak moramo se še bolj potruditi v teh trenutkih, znati še bolj trpeti in to je to. Se morda nekoliko pozna tudi odsotnost kapetana Harisa Dedića? Seveda se pozna, ampak tako, kot sem rekel pred tekmo, nimamo kaj, ni ga, moramo nadomestiti, pozna se tudi izključitev Išaka in Soljanovića, dva nova igralca sta igrala, ki nista glih primerno pripravljena, imela sta določene probleme, tako da se je to poznalo, ampak ne bomo jokali, vedeli smo, to imamo, kar imamo in s tem moramo delati. Naslednji teden, recimo temu primorski derbi, kaj morate recimo spremeniti oziroma izboljšati, da bo rezultat seveda boljši? Ja, točno to, kar sem prej rekel, da moramo znati trpeti, ker Koper je dobra ekipa in verjetno bomo mogli trpeti, tako ga bojo tudi oni in v teh trenutkih strpeti, da smo čvrsti, da ne dobimo gola in igrati svojo igro. Hvala. Aleš Arnold, danes sva že z Matejem Poplatnikom ugotavljala, da ste slabo krenili v tekmo, prvih 20 minut zagotovo ni bilo najboljših, ampak potem pa res fantastičen odgovor. Prišli ste do popolnega preobrata in tudi nadzirali potek tekme do konca. Verjetno ste na koncu s predstavo lahko kljub temu slabemu začetku zelo zadovoljni. Ja, sigurno. Tako kot sem rekel, tudi spoštujemo nasprotnike naše, ki so bili trn v peti marsikateri ekipi in ne nazadnje smo tudi tekmo v Ajdovščini v bistvu izgubili, ker je bila v določenem trenutku podobna. Se pa popolnoma strinjam z vami in z Matejem, mi smo res slabo vstopili v tekmo, totalno neintenzivno, nasprotnik je bil v vseh elementih hitrejši. Čestitam pa kljub vsemu igralcem zato, ker preprosto je včasih težko preklopiti tako hitro, kot smo mi uspeli po tem zadetku in tudi dogovor v slačilnici je bil, da ne zgubljamo intenzitete, predvsem pa, da ne
izgubljamo želje po tem, da žogo zadržimo in da v bistvu skozi posest poskušamo bolj kontrolirati igro, kar nam je v drugem delu uspelo. Jaz mislim, da smo bili blizu še, da bi zabili še dodatno in da smo tekmo relativno mirno pripeljali do konca. Zdaj imate enako število točk kot Koper in Maribor, za Olimpijo zaostajate za 6 točk. Nam lahko izdate, kako velike so sanje Brava v tem trenutku? Ko sanjaš nekaj lepega, je prav, da sanjaš tudi uvodnih 20 minut, ki smo jih imeli danes, ker teh uvodnih 20 minut pove o tem, kako je, če nismo pravi, in tega se zavedamo. Jaz mislim, da se predvsem maksimalno fokusiramo na to, da izvajamo naš načrt natančno, da je naša intenzivnost visoka, da iz tedna v teden razvijamo našo igro. Kam nas bo to pripeljalo, ne vemo. Tako kot lansko leto nihče ni računal, da bomo skočili v Evropo, tako letos verjetno težko kdo stavi, da bi lahko zasedli visoka mesta, kar je povsem normalno. Kot sem pa rekel že pred tekmo in pa prvovodni tekmi, prvih nekaj tekem, se pravi 5-6 tekem bo pokazali, kje so ekipe, ker pred nami oziroma ali pa v družbi z nami so ekipe z res širokim, kvalitetnim kadrom, zato v bistvu zdaj težko napovedovati, absolutno smo pa tekmovalci, kar se vidi tudi na igrišču, in naredili bomo vse, da bo rezultat čim boljši. Naslednji teden tekma proti Mariboru, kaj še izboljšati, kaj še nadgraditi? Ja, vsak nasprotnik nosi v bistvu neko svojo zakonitost. Danes je bilo izredno pomembno potem, da smo dobili duele v sredini igrišča in da smo iz tega naprej kvalitetno nadzirali tekmo. Proti Mariboru pa potrebno narediti natančno analizo, kar bo sledilo v tem tednu. Če povem iskreno, si tudi prve tekme še nisem ogledal, zato ker smo se pripravljali na Primorje. Mi pa sam želimo ponoviti predstavo današnjo po uvodnih 20 minutah, s tem bi bili lahko zadovoljni. Že ste omenili, torej, da ste v družbi ekip, ki imajo zelo širok kader. Jutri sledita dva zelo zanimiva obračuna. Verjetno si ju boste z zanimanjem ogledali in verjamem, da upali tudi na kakšen zdrs. Za koga bi lahko recimo jutri kot trener Brava držali pesti oziroma za koga bi si želeli, da zdrsne? Ne zdijo se mi noben zdrs, v tem trenutku se mi še ne zdi kritičen ali pa ključen, zato je res naš fokus usmerjen v naše delo in nič drugega. Seveda smo pa veseli, če imamo določeno prednost pred določenim ekipam, ampak še enkrat poudarjam, da v družbi, v kateri se nahajamo, so ekipe, ki so sposobne mirno v seriji 5 tekem povezati 15 točk, zato se mi zdi, da bi bilo škoda zgubljati glavo ali pa razmišljati preveč na ta način. Predvsem sem pa z veseljem ogledal vse tekme, zato ker ta luksus petkove tekme je ta, da imaš mir in čas in da lahko spoznaš nasprotnike v miru. To pa bomo izkoristili. Hvala.